da lahko počasi začnemo, ker nas je že kar veliko. Ja, boste povedala, ni Ja, noben problem. a začnemo? Nekaj malega še Ja. manjka, lahko? Lahko. Evo takole. Potem pa najprej en lep pozdrav vsem skupaj iz, kraja, ki je nekako najbolj povezan z vodo, in sicer iz Rogaške Slatine. Jaz sem se danes iz Celja po regionalni cesti mimo Šentjurja, mimo Šmarja pri Jelšah potem zapeljala v Rogaško Slatino. Jaz bom zdajle obrnila kamero, Urša je moje ime, saj nekateri me že poznate, a ne, zdaj smo bili v Vojniku nazadnje, pa še prej vmes kdaj v Celju. Obrnila kamero, tako da boste videli, in sicer takole počasi. Zdajle sem tule za malo bolj prometno cesto, ampak sem se namenoma ustavila pri zaščitnem znaku Rogaške Slatine. Preden gremo mi v zdraviliški park, bom naredila samo en krog okrog tegale krilatega konja. Takole, da si jaz malo povečam kamero, pa boste lepše lahko videli spomenik, ki ga je ustvaril nekaj let nazaj domačin Vasko Četkovič, in predstavlja Pegasa. Rogaška Slatina šteje danes približno 11.000 prebivalcev. Rogaška Slatina je mesto, nedolgo, nekaj let, prej je bilo trško naselje in je zagotovo tista, ki je najbolj poznana po svoji zdraviliški dejavnosti in pa po vodi, ki je zdravilna. Takole, v nekako začetku velikega parka zdraviliškega nas pozdravi skulptura mitološkega konja, to je konj Pegas, ki naj bi bil kriv, da danes mi vsi pijemo Donat MG. Zgodbica pravi, da so prvi zapisi o Rogaški Slatini bili vezani prav na tegale konja, ko je bog Apolon, tudi grški bog, njega pozval, naj s kopitom udari na tla, in tam, kjer se bo on dotaknil zemlje, bo začela iz dna špricati voda. Se pravi, da gre za izvir, takole ta kip izgleda. No, in še danes so potem kip Pegaza uporabili v Rogaški Slatini, uporabljajo ga kot simbol, se pravi tako na svojem grbu, kot tudi na svoji zastavi. Zdaj bom pa jaz počasi kip Pegaza zapustila, pa tale hrupni del ob glavni cesti, in ob sprehodu po zdraviliškem parku predstavila kraj Rogaška Slatina. Tale velik park, ki zdajle kar čaka, ne, da postane zunaj malce topleje, če malo samo pokažem, drevesa so zdajle še tako sramežljiva v tem zgodnjem spomladanskem videzu, ampak kmalu bodo tudi ta ozelenela, da bodo lahko obiskovalci se sprehajali. Rogaška Slatina leži tik ob meji z Hrvaško, današnjo Hrvaško. Zelo blizu, skozi kraj, pa potem naprej proti jugu, proti Savi, teče reka Sotla. Reka Sotla izvira na bližnjem hribu izpod Donačke gore. Donat, a ne, o tem smo rekli kasneje govorili, ena zgodba pravi, da naj bi ime dobil ravno po tej vzpetini, tukaj ji rečejo kar gore, a ne, ker velikih hribov, planin pravzaprav nimajo blizu, dosti blizu je tudi najvišji vrh na Štajerskem, to je Boč, vendar pa Rogaška Slatina bolj obdana z griči, z nižjimi vzpetinami, kot pa pravzaprav z nekimi zelo visokimi gorami. No, in izpod Donačke gore, torej kjer izvira reka Sotla. Reka Sotla je bila pa v preteklosti vedno mejna reka.
Ni pomembno, ne, v katerem obdobju smo ali pa kako daleč nazaj gremo, vedno nekako je predstavljala mejo med našo deželo in pa potem med deželami naprej proti vzhodu. Velik park, 10 000 kvadratnih metrov, res eno ogromno območje, ki pa je po praktično vseh delih nekako obdan z mogočnimi stavbami, ki na prvi pogled niti ne sodijo v današnji čas. Mnoge potem preurejene, na novo, dodane vsebine so pa tiste, ki seveda Rogaško Slatino delajo še kako živo danes. Tisto malo bom zdaj spet obrnila takole kamero, poglejte, ena bogata stavba, niso vse polne, to je paviljon Tempelj imenovan, in pravzaprav zgodba Rogaške Slatine sega tisti uradni začetki nekaj več kot 200 let nazaj. Takrat so tu že poznali zdravilno moč vode, ki izvira iz vrelcev nedaleč vstran. In takrat so tu že vedeli, da želijo postaviti enega od zdravilišč. Ampak preden se mi usmerimo v zdravilišče, zdajle, ko tako kažem tole mogočno stavbo, lahko si predstavljate, kako so pred 150 leti tisti malo premožnejši iz takratnega avstrijskega cesarstva, iz Dunaja, iz Budimpešte, tudi iz Hrvaške, iz Zagreba, ali pa še bolj kje proti severu, prihajali v Rogaško Slatino, da so našli mir, da so se malo umirili in pa poskrbeli za svoje zdravje. Zdaj, če se malo pohecam, pa rečem, a najde kdo kakšnega vsiljivca, tule zadaj, zdaj bom pa probala približati kamero, pa mi boste rekli, če sem uspela. A vidite en stolp na vrhu? Kot en mali kristal. Jaz sem sicer imela idejo, da se bom povzpela za vas na vrh, ampak mi na žalost niso gor dovolili snemanja. To je stolp kristal. A ga vidite? Grem še malo naprej, takole. Stolp kristal je ena od novosti v Rogaški Slatini. Postavili so ga v lanskem letu, leta 2004. In sicer je občina Rogaška Slatina in kraj dobila kar nekaj denarja z zadetkom enega od njihovih prebivalcev na lotu, in s tem se je steklo kar nekaj denarja tudi v blagajno same občine. In potem so razpravljali, kaj bi naredili s tem denarjem. No, in na koncu je bila ideja, da postavijo stolp. Stolp, ki nosi ime Kristal, in ta zgornji del naj bi imel obliko kristala. To pa je druga zgodba Rogaške Slatine. Na eni strani zdravilna, termalna, mineralna voda, druga pa steklarska tradicija. Tu zelo blizu je slovenska regija imenovana Kozjansko. Kozje, Podsreda, Planina pri Sevnici in tako naprej so kraji, in v tistih predelih je že dolgo nazaj bila prisotna tradicija izdelovanja stekla. Temu rečemo glažutarstvo. In znanje so imeli, tako da so potem na osnovi tega znanja v preteklosti v kraju Rogaška Slatina pa postavili steklarsko, najprej manjšo delavnico, ki pa je potem sčasoma se specializirala v izdelovanje kristala in postala po svetu poznana kot
izdelovalka najboljšega kristala. In zato torej stolp Kristal, visok je 106 metrov, v praktično nekaj sekundah vas iz tega spodnjega dela Rogaške popelje na vrh in lahko občudujete to panoramo, ampak nam je danes bolj zanimiv sam park in pa sama ta podoba Rogaške Slatine, po kateri jo pravzaprav mi najbolj poznamo. Takole. V nekdanjem paviljonu Tempelj, Termal, do tja pridemo še potem kasneje, so kakšne prireditve, so kakšni dogodki in obiskovalci poleti, ko je tukaj toplo, ne tako kot danes, ko smo zaviti, še vedno v te zimska oblačila, posedijo na klopcah, prisluhnejo glasbi in nekako obujajo spomine na tiste najbolj slavne čase Rogaške Slatine. Rogaška Slatina ni pa samo zdravilišče, Rogaška Slatina ni samo izdelovanje kristala. Tukaj se nahaja recimo tudi znana tovarna Afrodita, še ena boginja iz zgodovine, ki je ime oziroma ki vabi obiskovalce. Kozmetika Afrodita, od tistih najbolj preprostih krem do kakšnih bolj posebnih, tako za dame kot za moške, skratka Afrodita, tudi to najdete tu v Rogaški Slatini. Meja je še vedno blizu, vendar pa z vstopom Slovenije v šengensko območje in tudi sosednje Hrvaške so meje seveda prosto prehodne. Tako, zdaj pa prihajamo na ploščad Evropa. Na ploščad Evropa, kot so jo poimenovali, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in ko smo tudi tukaj v Rogaški Slatini to nekako počastili, ta velik in pomemben dogodek. Jaz se bom postavila nekako na sredino, da bomo najprej začutili to veličastnost zdraviliškega parka. Podobno kot mnogi drugi parki v zdraviliških krajih, so tudi tukaj v Rogaški vse skupaj zasnovali na temelju narave. Se pravi, da stavbe, ki si sledijo najprej na eni strani, Štrosmajer prvi, potem pa paviljoni, potem pridemo do velikega Grand hotela, čisto malo se na koncu tista stolpnica zdajle sketa v soncu za lučjo, to je ta znan medicinski center, saj pridemo še potem peš tudi do tja. Potem imamo naprej še restavracije ter ostale hotele. Niso vsi hoteli odprti, to je res, vendar pa v glavnem pa kraj zelo lepo živi. Takole vidimo v ozadju spet stolp Kristal, pa vzpetine, ki so polne sprehajalnih poti, pa smer, kjer smo mi naše potovanje začeli. In mimo avtobusne postaje se zdaj spet vračam k objektom. Ja, Rogaške Slatine zagotovo ne bi bilo, če ne bi tukaj našli izvira termomineralne vode. Se pravi, voda, ki jo danes uporabljajo pravzaprav za dva najbolj pomembna namena. Prvi namen je kopanje. Tukaj imamo v različnih stavbah, v različnih hotelih, kompleksih vodo, ki ima od 31 do 36 stopinj in zaradi svoje torej vsebnosti različnih snovi idealno oziroma blagodejno vpliva na naše dobre počutje. Na drugi strani so pa kure.
To je pitje, to je to, kar vsi najbolj dobro poznamo. Od Donata MG, mogoče kdo pozna tudi njihovo blagovno znamko Tempelj. Donat MG z visoko vsebnostjo magnezija, na drugi strani pa bolj kot namizna mineralna voda, vsi poznamo tudi Radensko, pa še kakšno drugo iz sosednjih držav, torej ta Tempelj. In pa, kar mogoče nam je manj poznano, imeli so nekdaj polnilnico tudi še vode Styria. Styria je angleško ime za Štajersko. Ker mi smo danes na Štajerskem, Rogaška Slatina je del Štajerske, in v času, ko je zdravilišče Rogaška Slatina nastala, seveda tukaj ni bilo še Slovenije, pač pa smo bili del avstrijskega cesarstva. In če gremo zdaj 200 let, dobrih 200-220 let nazaj, v začetek 19. stoletja, leta 1803, takratni deželni glavar, to je bil grof Ferdinand Attems, v Štajerski, na Štajerskem, se pravi tu v Rogaški Slatini, ustanovi zdravilišče Rogaška Slatina. Grofu Attemsu se bom jaz še vrnila. Takole, Evropska ploščad, smo rekli spomin na priključitev oziroma pridružitev Slovenije Evropski uniji. Seveda tudi druga svetovna vojna tem krajem ni prizanesla, na osrednji ploščadi spomenik vsem, ki so v času bojev druge vojne tukaj izgubili svoje življenje. Če samo toliko, prej sem govorila o Sotli in obmejni reki. Sotla je tudi v času druge vojne bila meja. In sicer meja Nemškega rajha. Tako da to mejno območje, in v eni izmed knjig, ki so jo našli recimo o zapisih Rogaške Slatine, pravijo zgodovinarji, ne pišejo čisto nič o zdravilišču in o termalni vodi, ker takrat to ni bilo pomembno, ampak samo o tej pomembni strateški legi Rogaške Slatine. Kako obraniti te meje. Cel kup imen, vezanih torej na obdobje druge svetovne vojne, ko tudi Rogaški ni bilo prizaneseno. Ampak vrnimo se mi v čas bogatih plemiških družin, v čas visoke aristokracije, ko postavijo pravzaprav temelje Rogaške Slatine. Takole, zdajle se majčkeno sonček in vse skupaj, poigrava. Malo samo, da tole naravnam, tako. In vidite v ozadju tale mogočna stavba, stolpnica, ki glede na pročelja ostalih starih hiš skorajda ne sodi sem. To je v bistvu danes, bom rekla, ena izmed najbolj obiskanih stavb, ko skrbimo za svoje zdravje. Medical center, medicinski center, kjer lahko marsikatere preiskave opravite, in je na eni taki točki. Ampak gremo mi po parku naprej. Takole, da bomo imeli te sprehajalne poti. Tako. Seveda sam park se nadaljuje tudi na drugo stran. Proti hotelu nekdanjem Sloveniji, proti kopališčem zunanjim. Zanimivo v tem kopališču je, ki mi notri skače, se vidimo, ja.
Zanimivo je, da je zunanje kopališče Rogaške Slatine načrtoval in projektiral Stanko Blodek, ki ga vsi bolj poznamo po tem, da je načrtoval planiško skakalnico. Tole je nekaj dogodkov, ki bodo letos v Rogaški Slatini. Jaz bom približala kamero eni fotografiji, da si boste predstavljali, kako je, ko je Rogaška Slatina v tistem najlepši podobi. To je tam seveda meseca maja, junija, ko je fontana polna vode, ko so vrtovi urejeni. No, saj vrtovi, 700 vrtnic imajo zasajenih v parku, po katerem se bomo zdajle sprehodili. In poseben čar recimo dajejo parku pušpani. Ter potem še vsa ostala ureditev, ki je del tega celotnega parka. No, vrnimo se na čas Avstrijskega cesarstva. Torej začetek 19. stoletja, takrat do Celja še nimamo vlaka, nimamo še vlaka do Slovenije, ampak takrat deželni vladar, ki je imel svoj sedež v Gradcu, odloči, da bo v Rogaški Slatini na osnovi raziskav, ki so jih delali, uporabil to vodo, ki so jo tukaj v kraju našli. To vodo so uporabljali domačini že. In eni podatki pravijo, da že več kot 7000 let je ta zdravilna voda tukaj znana. No, njemu se je pravzaprav po nesreči dogodilo, da je spoznal zdravilni učinek te vode. Sam je bil namreč bolan in ko je bil v teh krajih, so mu svetovali, da popije nekaj kozarcev vode. In njegovo stanje, zdravstveno stanje, se je zelo hitro poboljšalo. Tako da je grof Atoms začel torej verjeti v zdravilno moč vode, od domačinov odkupil kar nekaj območij in postavil na mestu, ki ga zdajle gledamo, tam, kjer danes stoji najprestižnejša stavba, če tako rečemo. To je danes Grand Hotel Rogaška Slatina, v kateri je velika kristalna dvorana. Ta sprejme več kot 800 obiskovalcev, kjer so tako ogledala kot okna iz kristala. Skratka, res ena bogata stavba. Na tem mestu postavijo prvi zdraviliški dom. Tole, kar mi gledamo, torej Grand Hotel Rogaška Slatina, je pravzaprav že 3. stavba na isti lokaciji. Ampak v času grofa Atomsa na tem mestu stoji preprost, vendar pa že namenjen zdravljenju, prvi zdraviliški dom. Evo, to sem prej imela v mislih, ko sem rekla te zelene ureditve. Res je, da pomlad še ni se čisto razcvetela, ampak vidimo pa že, da zelenje počasi postaja vedno bolj intenzivno. Tako da bodo vrtnarji, prej ko sem se sama sprehajala tudi mimo, so ravno čistili en del parka, kmalu tudi posadili cvetje. Prej smo omenjali vrtnice, tudi do njih še pridemo. Te so pa tako in tako že v parku. In samo čakajo, da ozelenijo. No, prvi zdraviliški dom je bil hitro premajhen. Kajti začeli so prihajati obiskovalci, sploh ko dobimo povezavo Dunaj-Celje vlak, pa potem naprej proti Trstu, iz vseh koncev takratnega cesarstva. Iz Dunaja, tudi iz čeških dežel,
iz madžarskih dežel, prej smo Hrvaško, recimo Strossmayerjev hotel, ki ga zdajle kažem, ta v sredini po Josipu Juraju Strossmayerju, znanem hrvaškem, tako duhovniku kot tudi narodnostnem voditelju. Skratka, kar nekaj imen, in ko prebiraš knjige in bereš, torej ne samo navadni ljudje, ampak visoka aristokracija, od Habsburžanov na tem delu Evrope do Karadžordževićev, recimo, znanih iz tega bolj vzhodnega dela. In ti so potem sloves Rogaške Slatine hitro ponesli na različne konce in gostje so seveda prihajali. Tu na sredini ste prej na tisti fotografiji videli, ena izmed posebnosti ali pa zanimivosti, znamenitosti Rogaške Slatine je tudi fontana, torej voda, ki šprica, to ni termomineralna voda, ti vrelci so danes drugje, tudi do tja še pridemo, vendar pa zdajle ta pozen zimski čas še ni primeren. Preden grem jaz malo bližje pogledat Grand Hotel, da vam pokažem lepo dekorirana okna, par podrobnosti, ki jih bomo imeli, se bom samo obrnila še na drugo stran in vam pokazala, kako zelo ponosni so na obdobje, torej same začetke. Ni samo ta glavna promenada, po kateri se zdaj sprehajamo, ampak je recimo hotel Aleksander tudi v ozadju na hribu. Hotel Aleksander, še eden izmed hotelov, zgrajen potem kasneje, v že 20. stoletju, vendar pa hotel, ki nosi ime po kralju Aleksandru. To so torej iz družine Karadžordževićev, prej sem jih omenjala, no, pred hotelom na hribu pa lahko vidimo kip, doprsni kip, ki je tukaj v spomin na tega grofa Atemsa, ki je pravzaprav kriv, da danes Rogaško Slatino imamo takšno, kot jo imamo. Stavbe, ki so bile pravzaprav nekdanje upravne stavbe, kjer je zlatar noter, kjer je tudi eden izmed manjših muzejev, in sicer grafična zbirka je zelo bogata. To so včasih tisti, ki so upravljali s samim zdraviliščem, bivali. Tako, zdaj se bom pa čisto malo prehodila v smeri proti temu mogočnemu hotelu, ki je še danes nekako simbol Rogaške Slatine, in mislim, da ni fotografije, ni nekih spominskih posnetkov Rogaške, brez da bi imeli posnetke. Pogledajte, recimo samo na mogočen vhod, 6 stebrov, ki krasijo vhod. Potem pa krilo na levo in na desno stran ko simetrično sledita levi in desni. Danes je to hotel. Imamo včasih malo veter, ki je začel goriti. Vseeno bom stopila do vsaj teh vhodov, da vam pokažem, kako so kristal. Torej steklo neke posebne vrste, ki ga potem obdelajo, ki ga brusijo, oblikujejo, uporabili tudi za recimo vhodna vrata. Evo takole. Vidite, jaz bom čisto malo not pokukala, seveda danes so v hotelu tudi gostje, ampak toliko malo, da
lestenci. A se vidi kaj? Evo takole, ta velika dvorana z stebri, pripravljena za svečane dogodke. Eden najbolj svečanih dogodkov je vsakoletni Anin ples. Poglejte, a ne, kako so ta vhodna vrata z kristalnim steklom dekorirana. Tako, zdaj se pa obračam. In grem počasi nazaj na promenado, da zaobjamem torej pogled proti parku še iz te druge smeri. Danes je četrtek, a ne, in ker je zunaj kar precej hladno, je tudi gostov zelo malo. Zelo veliko gostov je zdajle ta čas na različnih terapijah, ki potekajo v zdraviliških domovih. In je park prazen. Drugače običajno v popoldanskih urah in ob soncu je na teh poteh, pa ne samo tu na promenadi, ampak tudi drugje zelo, zelo veliko obiskovalcev. Tako, Grand Hotel, Rogaška Slatina, kot smo pokukali, a ne, ta velika dvorana vabi obiskovalce. Zanimivo je, da so nekako stalni gostje že od vsega začetka. Torej, tako iz tega avstrijskega, nemškega prostora gostje prihajajo množično in to v zadnjem obdobju pred dogodki v Ukrajini je bilo največ ruskih gostov. Potem pa vojna, ne, ki se dogaja, in vse so se v Rogaški morali obrniti tudi na kakšne druge goste, ampak ko se danes tukaj sprehajaš, zelo pogosto še vedno slišiš ruski jezik. Če pustimo zdaj Grand Hotel Rogaška za sabo, tu v spodnjem kotičku tovarna oziroma kozmetika Afrodita s svojim lepotnim centrom, čeprav tovarna je nekaj kilometrov stran, in pa v ozadju Hotel Donat. Zdaj pa smo pri tem najbolj poznanem imenu, ki je vezano na Rogaško Slatino. Jaz počasi prihajam do enega paviljončka, tega malega spodaj, a ne, ki ga v sredini vidite, in je vezan na izvire Donata. Torej, Donat MG pomeni mineralna voda, bogata z magnezijem. Podatki pravijo, da v Evropi, eni celo tudi širše po svetu, ne najdete nikjer ob izviru vode, ki bi vsebovala toliko magnezija. Tako da je s svojimi zdravilnimi učinki poznana praktično po celem svetu. In ko so v času Avstro-Ogrske, torej začetek 19. stoletja, ja, se je prav 200 let nazaj, bo bolj enostavno, ne, če rečemo, postavili ta prva zdravilišča, so na tem mestu imeli tudi čisto pravi izvir. Danes tega izvira ni in je paviljon namenjen različnim glasbenim prireditvam. Tukaj na sredini, a ne, odprejo vrata, noter je oder in se potem gostje na različnih koncertih zabavajo. Vendar pa v tistem začetku, zdaj, a je bilo to, ker je Pegas tudi udaril, a ne, ob tla in odkril vodo ali kje drugje, to ne vemo. Dejstvo pa je, da imamo torej danes ta paviljon. Imenuje se paviljon Tempelj, tudi ima obliko
enega takega templja, ne. Torej v sredini danes vidite, da praktično ni nič, samo na drugi strani oder. Ampak do leta 52, se pravi do teh povojnih let, pa so lahko obiskovalci prišli in si prav tukaj natočili v kozarce Donat MG. To, kar še danes počnejo, bomo potem pogledali tudi, kje je danes ta kraj, so izvajali različne zdravstvene kure, a ne, temu rečemo, bodisi preventivne, bodisi že kot zdravilne. In ta paviljon Tempelj je danes na tej osrednji ploščadi pred zdravstveno ustanovo, pred samim hotelom Donat. Vsi hotelski kompleksi, vidite, so si kar povezani in se sledijo eden zraven drugega. Lahko si predstavljamo, a ne, kako so pred 200 ali pa 150 leti v tem parku, tu pri tem paviljonu in še po urejenih poteh se sprehajali, se družili in potem uživali to zdravilno vodo. No, eno lepo primerjavo sem slišala danes. Vodo Donat MG polnijo v polnilnicah, ki niso tukaj čisto v centru Rogaške, ampak so malo odmaknjene. Pa pravijo, da pravzaprav je to ista voda, ne, kot če bi iz ene zračnice naredili 2 luknji, bi tudi iz nje izšel enak, torej isti zrak. In podobno je tudi s to ogromno količino vode, ki naj bi se tukaj nahajala. Globje, kot je vrtina, globje, kot je, od koder vodo črpajo, več mineralnih snovi oziroma magnezija in vsega ima v teh svoji sestavi. In boljša je in kot takšna jo seveda danes prodajajo. Vi vsi poznate njihove rumeno-zelene oziroma ta zelena značilna barva, ne. Potem pa Apolon je upodobljen, ko boste naslednjič popili kakšen kozarec Donata MG, poglejte točno, kaj je napisano gor, pa boste prepoznali, torej vezano na to zgodbo, ko konju Pegazu naroči, da udari ob tla in da najde tole lepo vrtino, s katere potem začne bruhati zdravilna voda. Še malo gremo naprej. En spomenik stoji tukaj za mojim hrbtom, ki tudi kaže na to, kako pomembno zdravilišče je bilo včasih v času Avstrijskega cesarstva. Sicer je to spomenik posvečen pomuku voda. Zgodba, legenda pravi, da so Nepomuka vrgli v reko Vltavo v Pragi, ko je eni od kraljevih žena, pri njemu se je zaupala, potem pa je kralj želel od Nepomuka izvedeti, katere skrivnosti je njegova žena njemu razkrila, pa seveda tega kot duhovnik ni smel storiti. In so ga na Karlovem mostu in njemu posvečen spomenik vrgli v reko Vltavo. Nepomuka oziroma kip Nepomuka kot zaščitnika voda tu na tem mestu postavijo lekarnarji, se pravi tisti, ki so imeli lekarne na Dunaju. Dunajski lekarnarji. V času, ko je kraj Rogaška Slatina bil še vedno del Avstrijskega cesarstva, torej pred prvo vojno je to bilo, a ne, spodaj torej je ena taka spominska, ampak se zdajle slabo vidi, vendar v času torej tega uporabe že vode se tudi lekarnarji, ki so seveda skrbeli za
zdravje svojih ljudi zavedajo pomena in kako zelo dobro vodo imajo tukaj v Rogaški Slatini. Jaz bom počasi zdajle odšla še do enega paviljona, ki pa je najbolj živ v današnjih dneh. Tudi tukaj noter imajo goste, ki prihajajo, odhajajo, tako da z kamero noter nismo najbolj zaželeni, ampak saj se takole na tem sprehodu čisto lepo vidi. Zanimivo recimo je, da ko povežejo kraj Rogaška tudi z vlakom, še danes je ta povezava, tudi z železniško progo v času družine Karadžordževićev, prej sem jih omenjala, torej kralj Peter Karadžordžević, pa potem kasneje Aleksander, mnoge kronane glave so spale tu v teh hotelih. Tudi recimo Franc Jožef, avstrijski cesar, pa še mnoga druga imena bi lahko naštevali. Verjetno za vsa niti niso smeli na glas povedati, In zanimivo je, da v času torej vladanja Karadžordževićev, obdobje med obema svetovnima vojnama, pravijo, je vsak dan prišel poseben VIP vagon, se pravi vagon s posebnimi gosti iz Beograda, ki so potem spet kar nekaj časa tukaj bivali, ter potem zvečer zjutraj prišel iz Beograda, zvečer druge goste odpeljal in tako iz dneva v dan. To je res eno veliko število obiskovalcev, ki so prihajali, in torej je bilo poznano zdravilišče tudi v tem širšem prostoru. Ker je voda tista najpomembnejša v Rogaški Slatini, je tudi upodobljena na vseh podobah, kapljica vode in pa najbolj prepoznavni znak, ki ga vsi dobro poznamo. Mi bomo pa pokukali še, kje pa danes vsem, ki tu v Rogaški Slatini bivajo, točijo vodo. Nič več ni tako, kot je bilo, Nekaj vrelcev se nahaja tudi v neposredni bližini Rogaške Slatine. Tam si jo še vedno lahko natočite. Takole bom zdajle noter pokazala skozi šipo pa enega od teh pitnikov, posebni vrči, ki si jih obiskovalci, ko pridejo, kupijo. In potem v tej veliki dvorani izvajajo pač del terapije, ki jim jo predpiše zdravnik. Še malo naprej grem po tej ploščadi. Če ima kdo kakšno vprašanje, seveda z besedo na dan. Verjetno ste se kdaj tudi sami potepali po Rogaški Slatini. Ali pa mogoče kdo pozna otroške pravljice, tudi vezane na Rogaško Slatino. Tukaj se je namreč pred nekaj več kot 100 leti rodila mladinska pisateljica Ela Peroci. Ela Peroci je napisala Muco copatarico, Ela Peroci je napisala Moj dežnik je lahko balon. Recimo dve taki zelo prepoznavni deli, ki sta v slovenskih pravljicah poznani. Sem prepričana, da ste si jih že prebrali, da ste jo pripovedovali
svojim otrokom, vnukom, skratka še komu. Še en spomenik je tu na tem osrednjem trgu ali pa na osrednji ploščadi, to je Boris Kidrič. Tukaj vidimo, kako se čas prepleta, čas Avstrijskega cesarstva, pa današnji čas, če pogledamo ta velik medicinski center, kjer zdravniki, najboljši zdravniki praktično iz cele Slovenije prihajajo in nudijo svoje storitve, in pa čas druge svetovne vojne, čas po drugi svetovni vojni, ko nastajajo pa vsi ti spomeniki, ki so jih tukaj tudi pustili. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje? Če ne, bom jaz tako počasi se na tisti osrednji del te velike ploščadi vrnila. Mogoče kar je nekaj zanimivosti, še te malo širše regije. Prej sem omenjala Boč kot najvišji vrh, bližina Rogaške Slatine. Zdajle prihaja pomladni čas in z veliko nočjo bo na Boču zacvetela velikonočnica. Ta mala rožica, temnovijolična, ki je značilna nekako samo za ta del naše Slovenije, in veliko obiskovalcev. Naj povem, da recimo Resje, v tem času zdaj že v vsej svoji veličini cveti in so ti gozdovi, ti okoliški kraji tukaj še kako zanimivi tudi za mnoge obiskovalce. Včasih kdo vpraša, a Steklarna Rogaška Slatina še živi? Seveda, kot obiskovalci velikokrat se odpravimo s kakšno skupino pogledati, kako delajo. Torej, mojstri krušenega in ostale vrste stekla se učijo prav tudi v Rogaški Slatini, ki je edina še v Sloveniji. Ki izpopolnjuje oziroma ki uči mojstre, tako da pa srednja šola, srednja šola pravzaprav obiskana s strani učencev, dijakov iz cele Slovenije in tudi širše, tudi iz tujine prihajajo. Ima kdo kakšno vprašanje? A koga kaj zanima? Kako? Oni bi na Koroškem tudi imeli. Tudi na Koroškem, odlično, vi povejte želje, bomo se tudi kdaj na Koroško odpravili. Tudi kolegica Nina Knez, ona Koroško obvlada, Korošica. Tako, bravo. Super je bilo, tako da hvala. Bomo sporočili naprej tudi te vaše želje. Ja, tako. Super. Evo, takole. Se pravim, danes bi, če bi bili poleti, ampak tako pač je, vsak letni čas ima svoje čare in v vsakem času je malo drugače. Ja. Še kakšno vprašanje? Se bom jaz takole obrnila. So pa mislili, da so bili tam na rehabilitaciji ali pa na dopustu tam v Rogaški Slatini, ja. Tako, v Rogaški Slatini marsikdo pride iskat svoje zdravje, saj kaj pa drugega, Jaz danes na srečo sem prišla samo tele lepe razglede za vas, drugače pa ja, tako da imate kakšne lepe spomine, naj vas ti spomini pa današnje tole javljanje, razglednice danes pogrejejo, ker zunaj je kar presneto mraz. Ja. Super, hvala. Hvala tudi vam, lep dan še naprej, pa do naslednjega javljanja. Enako, hvala, adijo. Srečno. Evo.